Naročnik pogovora je poslanska skupina Evropske ljudske stranke EPP Group. Dober dan, poslušalke in poslušalci, in dober dan, evropski poslanec Franc Bogovič. Lep dober dan in pozdravljeni. Povod za tale najin pogovor v naslednjih minutah je petkov pogovor priložnosti prleško-prekmurskega kmetijstva v krožnem gospodarstvu v hotelu Diana se je odvijal. O njem smo na Murskem valu že poročali, pa povejva še enkrat pravzaprav, kaj je krožno gospodarstvo. Krožno gospodarstvo je nekaj, s čimer se predvsem v kmetijstvu ukvarjamo že stoletja, sicer ne bi bilo kmetijstva, od gnojenja do vsega naprej. V bistvu pa gre za širši sklop, kjer je ključen poudarek, da se viri, naravni resursi čim večkrat uporabijo, se pravi recikliranje, področje odpadkov je eno od pomembnih področij, predelave, potem pa tudi na področju kmetijstva, na primer, posejati kulture za bioplastiko in podobno. Gre za sistem, v katerem se moramo zavedati, da so naši viri omejeni in da je treba te vire čim večkrat uporabiti, sicer nam bodo v prihodnosti zmanjkali. Bi lahko rekli, da je v zadnjih letih kmetijstvo nekako malce pozabilo na to krožno gospodarstvo? Pa mogoče niti ne morem reči, da je to pozabilo, bolj bomo rekel, smo premalo poudarjali, kaj se v bistvu dogaja, pa premalo iskali novih priložnosti. In kot sem že dejal, je na področju kmetijstva tudi cela vrsta novih tehnologij, ki kmetijstvo postavljajo v nek nov kontekst, mu dajo večjo težo, nenazadnje tudi na področju oskrbe, kratke verige in podobne stvari, zavedanje, da je treba čim več pridelkov pridelati blizu doma, da je potrebno potem znati, vedeti, kdo je, kakšnega porekla je, in v tem celem kontekstu pa prihajajo te nove tehnologije, s katerimi se predvsem te industrijske kulture uporabljajo ali za proizvodnjo energije, ali za proizvodnjo, kot sem že dejal, bioplastike in podobnih stvari. Tako da prihaja diverzifikacija tudi na področju kmetijstva. Po vašem mnenju, kateri so največji izzivi trajnostnega kmetijstva pri nas v Pomurju? Zagotovo je to zavedanje, da imajo v prostoru možnost sobivanja tako veliki kmetje, ki so, na 200-300 hektarjih predelovalci poljščin, kot, manjši kmetje, ekološki kmetje, biodinamični kmetje. Sam mnogokrat opozarjam na potrebo po sobivanju že med temi različnimi tipi kmetijstva, na drugi strani pa kmetijstvo v povezavi z okoljem. Kmetijstvo na eni strani je ključen naravovarstven ukrep, kajti Slovenija ne bi bila zelena, naši travniki ne bili pokošeni, vekolikor ne bi kmetovali. Na drugi strani se pa moramo zavedati, da kmetijstvo ustvarja 12% toplogrednih vplivov, da lahko z prekomerno uporabo dušika ob vodnih virih zastrupimo podtalnico, strokovna uporaba pesticidov. Tako da sam nisem eden izmed tistih, ki bi vse prepovedal, ampak večja stroka in pa strokovno uporabo. Na drugi strani pa to zavedanje, da je danes potrošnik vedno bolj ozaveščen, vedno več želi vedeti o produktu, to, kar napišeš ali poveš, mora tudi držati, kajti potrošnika lahko samo enkrat naplahtaš, potem ga izgubiš. Hkrati se pa s tem pojavljajo nove priložnosti in danes je v teh priložnostih in tudi v Evropskem parlamentu gre razprava v to smer, vedno več možnosti tudi za majhne kmetije, ki imajo ob bazni kmetijski proizvodnji neko dodano vrednost, ta pridelek prodan znanemu kupcu ali v gostinstvu ali v vrtcu in podobno, in kar naenkrat je 20 hektarska kmetija lahko zopet kmetija, kjer se lahko tudi živinorejo preživi. Letošnji slovenski mladi inovator kmet Toni Kukenberg z Dolenjske kmetuje na 20 hektarski kmetiji, kjer ima 22 krav molznic, večina mleka predela v mleko, jogurte, skuto, in to je nek spodoben prihodek na neki kmetiji. Če bi to mleko šlo zgolj v mlekarne, bi enostavno moral to proizvodnjo opustiti, ker se od tega enostavno da živeti. Tako da prihajajo nove priložnosti na zelo različnih poljih in teh novih izzivov se moramo zavedati in jim biti tudi kos. Verjetno smo lahko tem izzivom kos tudi s pomočjo evropskih sredstev. V preteklosti jih je tudi pomurska regija načrpala kar nekaj v prejšnji finančni perspektivi. Kako kaže sedaj? Kaj imamo pravzaprav zdaj na razpolago?
Na področju kmetijstva je podobno, kot je bilo v prejšnji perspektivi. Poleg teh osnovnih subvencij po hektarju, kot najenostavneje rečemo, je program razvoja podeželja, ki omogoča posodobitev kmetij in te diverzifikacije ravno v tej smeri. Ni pa več v tej perspektivi toliko teh infrastrukturnih sredstev, kot smo jih v preteklosti uspešno pripeljali za vodovode pomurske, za ravnanje z odpadki in podobno. Je pa na področju pametne specializacije, ki jo mislim v Sloveniji še dobro ne razumemo ali pa ne razumejo, veliko priložnosti. Gre pa za to, da je potrebno nekem okolju narediti produkt, ki bo ustvaril novo delovna mesta, nove priložnosti. In če za Pomurje, na primer, sam rečem, ob kmetijstvu, ker imamo lahko kvalitetno hrano, ste močni v teh zdraviliščih, zdravstvu in to je lahko nek skupen produkt, kjer lahko s turizmom, z medicino, z kmetijstvom ustvarimo nova delovna mesta in tu je potrebno, da se združi na eni strani tako gospodarstvo, gospodarski subjekti, znanost, izobraževanje, lokalne skupnosti, država. In to je v bistvu čar te nove finančne perspektive, ki je včasih tudi zelo zahtevno, da se znajo vsi sesti za isto mizo, ugotoviti, kje smo lahko v Evropi tudi najboljši in v zdraviliškem turizmu smo zagotovo v vrhu in tu iskati priložnosti še z boljšimi produkti in vse mlade z vsemi novimi znanji vključiti v to pot. In to je ta koncept, ki ga je sedaj treba razumeti, udejanjiti in zato je tudi ta denar namenjen, se pravi, da bi regije, pokrajine, ki so še vedno pod evropskim povprečjem, čim prej doseglo to raven Evrope. Vendarle pa je treba poudariti, da je financiranje iz nove finančne perspektive malce drugačno, kot je bilo prej. To je ta ključna razlika in mislim, da imajo tudi na ministrstvih odgovornih za to še kar precej težav, da najprej spostavijo vse te okvire. Potrebno je bilo narediti vse tudi področne strategije, tudi na področju pametne specializacije in če v državi manjka osnovna vizija in razvojni načrti za posamezna področja, za posamezne panoge, in se kar naenkrat te strategije smatrajo kot neka birokratska ovira. V bistvu pa gre za kompas, kam želiš družbo pripeljati. In pri nas imamo, mislim, to težavo, da smo se iz nekih preteklih časov kar otresli nekega načrtovanja, planiranja. Vsakdo od nas planira za mesec, za leto, za 2, 3 naprej, kaj boš počel, kam boš denar vložil in to mora tudi država narediti. In nič se bati srednjeročnih planov pa ugotoviti, kaj bomo v 5 letih, 10 letih naredili in Evropa potem to zadevo tudi podpre in so resursi za tiste stvari, ki so skladne z nekimi evropskimi politikami. In politika kmetijstva, okolja, zdravstva, to so te ključne politike in mislim, da imamo tu velike priložnosti, samo izkoristiti jih je treba. Evropa jih z veseljem podpre. Tako je, v Evropi velja ta solidarnostni princip, to pomeni, da države kot je Nemčija, Nizozemska, Švedska, več plačajo v evropski proračun, deležni smo pa te podpore države, ki smo pod evropskim povprečjem. To je princip solidarnosti, hkrati pa tudi princip, s katerim se usmerjajo politike držav. Kajti v partnerskem sporazumu moraš zapisati, kaj so tvoje prioritete, v katero smer greš, uskladiti to z evropskimi politikami, evropskimi normami in si potem deležen te podpore. Malce več spretnosti je tu potrebno, pa ciljne usmerjenosti, kaj hočemo. Kajti ko enkrat veš, kaj hočeš, ko veš, kam priti, se najde tudi pot, kako do tam. Evropski poslanec Slovenske ljudske stranke, Evropske ljudske stranke Franc Bogovič, hvala lepa za obisk v studio in uspešno poslansko delo v tem letu. Hvala za klepet in srečno v letu 2017. Naročnik pogovora je poslanska skupina Evropske ljudske stranke, EPP Group.